Naša športna plezalka Janja Garnbret sodi v skupino športnih zvezdnikov svetovnega formata, ki jih je ekstremno težko sklatiti z vrha. Pri 24 letih je z 41 zmagami rekorderka po številu zmag svetovnega pokala. O premierni uvrstitvi plezanja na olimpijske igre so jo okrog vratu nadeli zlato medaljo. Zadnjega svetovnega prvenstva se je vrnila z novo olimpijsko vozovnico in 2 naslovoma svetovne prvakinje. Ne zanaša se na nesporni talent, ampak na trdo delo in zasledovanje cilja biti vsak dan boljši. Portret Janje Garnbret v fokusu. Ladies and gentlemen, representing Slovenia, Janja Garnbret! It's crazy what she has achieved already, and she's 24. We want to be as strong as her, we want to be stronger than her, but she also wants to be stronger than us. She's amazing. Klub največjih, najmočnejših, najvplivnejših svetovnih športnih zvezd iz Slovenije dominira, uživa, s potezami ustrahuje konkurenco, žanje uspehe, sledijo jim množice, oboževalci. Janja Garnbret, zlata olimpijska medalja, 8 naslovov svetovne prvakinje, 41 zmag svetovnega pokala. Dosežki, ki jo postavljajo v bok največjim športnikom na zemeljski obli v posameznih disciplinah. Redki se lahko pohvalijo s čim primerljivim, še bolj redki, da jim je to uspelo do 24. leta. Ko je pri 16 stopila na največjo sceno, ni potrebovala veliko časa, da je elito opozorila nase. 23. oktobra 2016 si je tekmo pred koncem sezone pri vsega 17 prvič zagotovila zmago v seštevku svetovnega pokala. Konkurentke so se morale nepričakovano začeti spogledovati z dodatno oviro na poti do zmage. Tekmico iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki je študioznim pristopom, željo po uspehu, ki je sijala iz oči, naganjala strah v kosti tistim, ki so ji stale naproti. 16 leti sem začela tekmovati in nekako, če sem hotela biti vrhunska športnica, se mi zdi, da sem se mogla tudi hitreje nekako pač mentalno dozorevati, če sem hotela biti na prvi stopnički, če sem hotela tekmovati z najboljšimi. Ni razmišljala o tem, kako mlada je, ko je začutila svetovni pokal, s kom vse se bori, da bi bila najboljša. In takrat so pač tudi vedno vsi govorili, nekako, vse boš videla, čez par let boš tekmovala na izkušnje. In takrat pač tega nisem razumela, sem se pač za vsako situacijo pač nekaj novega naučila. Pač čustva, ki jih doživljam med tekmami, mi več niso bila tuja in nekako se pač navadiš. Sploh pa pač v tekmah, pa v takšnih in podobnih situacijah tudi spoznaš samega sebe, spoznaš na nek način, kaj ti paše, kaj ti ustreza in na to se tudi pač pripraviš čez tekme. Pa ja, vsaka je tudi izkušnja me je izoblikovala v osebo, ki sem danes. Morda je bilo zanjo enostavneje, ker prihaja s Koroške, območja, kjer je zraslo ogromno vrhunskih športnikov, ki so s pregovorno trmo premikali meje, postavljali letvico vsako leto višje. Nek način zdi pomaga to, da sem Korošica, ker pač smo znani potem, da smo trmasti in tako sem bila pač že od nekdaj. Sploh pa ja, ko si prišel na nek način v mladinsko reprezentanco, pa si pač bil iz Koroške, pa sem mislil tak izhod je to, a ne, kje je sploh to, to je nek, ne vem, kako se lahko sploh prije do tja. Tako na nek način si se tudi skozi to hotel dokazati, da so dati na nek način zemljevid kot Korošica. In imela je vzornice kot vsak otrok, ko začne tekmovati, čeprav je z nizanjem zmag hitro postajala vzornica konkurentkam, vsem naslednjim rodovom. Takrat so bile pač Mina Markovič in Maja Vidmar, seveda plezalki sta bile pač moje vzornice in takrat sem hotela biti dobra kot oni dve, imeti iste rezultate, plezati na isti način. Počas začne s svojimi vzorniki tekmovati, tako da na nek način niso več vzorniki, ampak so ti inspiracija. Rumena želva sem. Zdaj so mi velik pozor, pač v bistvu vsi športniki, ko vidiš, koliko truda vlagajo v to, pa vidiš, da je šport njihova strast, da dejansko vidiš, da
uživajo to, kar delajo. In si vedno jaz želela biti tudi taka. Sploh se mi je zdelo neverjetno, ne vem, meni športniki, ki so 10, 15, 20 let že v samem vrhu, vedno sem se sprašvala, kako je to mogoče. In zdaj, če za sebe pogledam, na nek način sem jaz tudi že 8 let tam. Od drobnega dekletca do največje zvezdnice športnega plezanja na zemeljski obli. Pot prepletena z odrekanjem, uživanjem v tem, kar počne, lovljenjem ravni potrebne za uspeh, iskanjem poti do popolnosti. Vsak dan, vsak trening, vsako tekmo. Ni dovolj zmagati, pomemben je način, na katerega ti uspe. Čeprav v spremljanju njene poti na vrh stene človek ne dobi občutka, da se pretirano napreza, muči, je vse prej kot enostavno. Na nek način čutiš, da si se fajn zbudil, pa dobro se počutiš, pa dobro si spal, pa vesel si nasploh in to je to. Pa na nek način motiviran, pa že takrat nekaj v tistem svojem svetu. Tega ne moreš ustvariti na silo sam, ampak to pač pride samo od sebe. Dobro zna skriti še najbolj stresno situacijo, ki jo takšne okoliščine prinašajo. O pomoči trenerja Romana Krajnika zna stres obrniti sebi v prid. Če bi v kakršenkoli trenutku prišlo do obupa ali iz ene ali iz druge strani, bi bilo konec, ne, dejansko. A jasno je, tudi šampioni imajo pravico do slabega dne. Roman ima pač narediti si najpomembnejši del v takih trenutkih, da me mogoče na nek način zmotivira, pa spravi v ta pravo Janjo, pa da v bistvu mi je ful pomembno, da pač se imam fajn z ljudmi, ki so pač okoli mene, da me nekako spravijo v voljo na nek način. Ampak je pa tudi res, da imam že toliko izkušenj zdaj s tekmami, pa vem, na nek način vem, kakšna čustva doživljam, ko tekmujem, tako da mi je mogoče z tega vidika malo lažje. Drugim v ekipi pa veliko težje. Zavedajo se, da je morda prišel dan, ko ni avtoceste do zmage, ko bo treba skozi obvoze. Ko denimo februarja letos, ko se je poškodovala. Situacija, ki je ni poznala. Zlom palca na levi nogi je gledano skozi oči plezalca nekaj primerljivega z zlomom noge nogometaša, roke odbojkarja, košarkarja, rokometaša. Meni osebno mogoče celo najtežja izkušnja v karieri, ki je bilo dejansko pač zelo veliko igri, ne. Čez zmeraj, ne vem, sredi maja so bili taki dvomi, taka vprašanja z njene strani, da pa tudi dejansko pač sam palc ni še deloval tako, kot bi mogel, ne. In če je to sredi maja, ne, 2 meseca pred svetovnim prvenstvom, ne, je bilo tudi pri meni kar malček vprašljivo, kaj dejansko bo. Dokler ni bila 100% pripravljena, ni želela na tekmo. Ko je v Pragi nastopila, se je morala zadovoljiti z drugim mestom. Signal, da je na pravi poti, a tudi, da so tekmice povsem blizu. Kot Oriane Berton, ki je na svetovnem pokalu v Pragi ob vrnitvi Garnbretove zmagala. 24-letnica pa se je morala zadovoljiti z drugim mestom. I'm 18 years old and she's very young too, but she has started climbing and being strong early also when she was 16 or 17, and she was already winning comps and doing crazy things, and I was watching her on TV. I was 11 or 12 and I was just, wow, crazy, she's so strong. So climbing next to her and being able to say, okay, yeah, I beat her on a comp. On a boulder, I was stronger than her, and it's something I didn't think I would be able to say one day. Čeprav je komaj verjetno, da bi lahko konkurentke prišle povsem blizu. Sploh, ker iz tekme v tekmo postavlja nove mejnike, niza zmage, navdušuje, kjerkoli se pojavi. Avstrijec Florian Klingler je z njo začel sodelovati pri 19 letih. Kot menedžer poudarja, da se do danes ni niti malo spremenila. Zgolj plezalno letico je postavila tako visoko, kot še nihče pred njo. In my perception, Janja is redefining the sport. She brings such a new dynamic style, and she's a generation that grew up climbing indoors on the gym wall, and not so much from the rock and then getting herself into competition. Janja grew up being a competitive climber in a very interesting phase of the sport, because now it's an Olympic sport. Janja won the inaugural Olympic Games in Tokyo.
So that definitely changes the game. Dejstvo, da sta s trenerjem našla pot, ki jo izpolnjuje, čeprav je jasno, da niti en dan ni preprost, niti ko je govora o tekmah, kaj šele ciljih. Ne morem biti boljši kot pač prva. Ampak za mene je to ta napredek. To, ki ga dobiš na treningu, ko vidiš, da si vsako leto boljši, da si bolj fizično močen, da si bolj izkušen, da si boljš mentalno pripravljen. Vse to mene res žene naprej. Zanjo niti ni pomembna ona zmaga oziroma še ena zmaga, še en naslov, še en ne vem kaj, ampak biti boljša, ne? Biti napredovati, biti močnejša, biti boljša v vseh pač prvinah možnih. In to je tudi meni delč največji izziv in zato po moje tudi tako dobro funkcionirava lih v tem, ker oba hočeva to, ne. Vse veva pojda, pa normalno, da delava za zmago, ne, na koncu, za ono številko. Ampak vseeno je pa bistvo vsega tega pač napredek. Razmišljanje, ki navdušuje tudi ljudi iz sveta Formule 1, kot je inženir Ayao Komatsu, danes član ekipe Haas, nekoč član Renaulta, ki se je pred letom dni srečal s slovenskim tvorcem uspeha in največjo športno plezalko vseh časov, da se na lastne oči prepriča, kaj delata, kje je izvor uspeha. Honestly, it just blows my mind. It's amazing. It's just how they work together, how Romain understands Yanya, and how Yanya understands that what kind of work she needs to be doing to compete at the top level. And of course, okay, I'm an amateur climber, but she's got the amazing talent, but she knows full well, she got to train hard, she got to enjoy that process. Yanya knows what's good for her. Not somebody who tells her what she wants to hear, somebody who's hard, but correct, if you like. And then the mutual respect and trust they have to each other is amazing. Japonski inženir, ki se lahko pohvali tudi sodelovanjem s Fernandom Alonsom leta 2006, ko je Španec osvojil naslov svetovnega prvaka, je prepričan, da je njena pripravljenost nad ravnjo, ki jo posedujejo številni dirkači Formule 1. If I just compare against the drivers what I worked with, for sure, Yanya is 100% more prepared. It is amazing. So that's why every time I come to see Yanya and Romain, I come back with lots of positives and lots of learning so that I can apply in my world, in Formula 1 world. Yanya navdihuje. Navijači so tisti, ki napolnijo baterije, ko so po velikih tekmovanjih izpraznjene. Are you from here? No, I'm from Spain. Oh, really? Yeah. You came here for climbing, or you have a picture for me? She had painted for me. Once before. Wow! Ja, meni je ful fajn, glih zaradi tega, ker pridejo pač otroci do mene in to me pač najbolj osrečuje, ker njih hoče biti inspiracija in to mi je res mi je fajno. Meni jo je perfektno gledati. Ko ji ni odveč, ko je res z veseljem naredil vse te zadeve in jo je res užitek gledati. Ker vsem mislim, da smo že imeli letos primer, ko je z eno punčko je naredila mehen treninga z njo in potem sva midva trenirala naprej in je bilo tako, je rekla, jaz sem videla sebe v njej, kak zahteven otrok, kak je to v bistvu zahteven del. Rekel, no vidiš, in pa sem malo še razpredala o tem, je bil perfekten trening. Yanya is definitely an inspiration to many. This becomes apparent wherever you have the pleasure of joining her. If it's at the World Championship in Bern, if it's in Indonesia, Singapore, you name it. Where Yanya is a small crowd, where a bigger crowd will build and people will want to take pictures and get their autograph signed. Z uspehi bo težko dosegla slavo, ki jo je deležen Luka Dončić, rojen leta 1999 ali pa nekaj mesecev starejši Tadej Pogačar. A jasno je, da se lahko z dosežki postavijo bok omenjenima predstavnikoma generacije. Z njo športno plezanje dobiva novo dimenzijo. Ne vem kaj je s tem letnikom, Slovenija je pač toliko mala, pa toliko malo vrhunskih športnikov, pa še dobro je, da pač se vsi med sabo poznamo in nekako črpamo to energijo in motivacijo kar od ostalih. Ne vem, ko je Tadej dobil medaljo, je bolj za mene to motivacija. When I met her, I realized how humble she is, how much empathy she's got to other people. It's incredible. I think lots of a professional sport, the people who are at the top of their sports, I don't think you will find many people like Yanya. In ve, s kom bi se želela srečati, izmenjati izkušnje, čeprav ne ve, kaj bi jo zares vprašala.
Sigurno pač od žensk bi bila sigurno Michaela Schifrin pa Simone Biles. Prav zaradi tega, ker sta pač v svojih športih res dominantni. Pa še zaradi tega, ker imamo vse vse dan v marcu ena za drugo. Vsak nasvet, ki ga od kogarkoli dobim, z veseljem sprejmem. Tako da od njiju bi pa še posebej rada slišala še kak dober nasvet, ker imata obe dve res pač izkušnje iz olimpijskih iger sploh z Michaelo. Vemo, kaj je bilo in isto z Simone v Tokiu isto. Ko je izpostavila to pač mentalno zdravje, kar se mi je zdelo res pač zelo pač močno od nje. Trdna, trmasta, vztrajna Korošica, ki navdihuje množice in postavlja mejnike kot športnica in kot človek. Janja Garnbret.